Mislim, v bistvu moja mama in oče sta bila na enem obisku, pa sem jo jaz samo prehitela. Tako da sem se rodila res v ptujski porodnišnici, ne da bi kdajkoli na Ptuju živela. Ampak je pa fajn, ko smo pa vsi skupaj, recimo Benka Pulko, tadej Toš, ne, pa jaz skupaj, potem smo pa pač nekje takoj udarni trio, recimo, ne. In nekje mene tudi v bistvu tja preštevajo. Sicer pa, ja, moja mama ni bila Slovenka, po rodu je bila Dalmatinka in zdaj nekje, ja, sem bila pred časom zdaj v bistvu po enih poteh strašno groznih te vojne, ki se je dogajala, zato je pripravila nadaljevanje Princeske z napako in sem se potikala pač po tistih krajih in moram reči, da to bila v bistvu zelo boleča, zelo posebna izkušnja in sem še zmeraj pod njenim vtisom. Ampak že upam, oziroma mislim, da se s tem osvobajam in da počasi preraščam na to državljanko sveta. Vse to si želim, ne, da me ne bi več omejevale moje lastne korenine, ampak da bi jih presegla. Še posebej zato, ker se mi zdi, da starejša kot sem, po eni strani, no, seveda ne, da ne bi imela rada svoje domovine, svojih korenin, pa svojih ljubih sodržavljanov in sokrajanov, ampak kadarkoli si kje v tujini, potem zaveš, mislim, da smo res, kakorkoli nam to ni všeč, pa zdaj zvenelo, v bistvu nesramno, ampak tisti, ki živijo na tujem in se vrnejo, pravijo, da smo to pogledali, da smo ostri, da smo majhni, da smo zavrti, da smo zakompleksani, da smo skratka vse tisto, kar nas nekje definira v očeh, ne vem, vseh tistih, ki se vračajo v Slovenijo in pričakujejo od nas, da bomo to prerasli. Pa nekako se mi zdi, da mogoče to, da je to tako globoko vsajeno v nas, da je to pravzaprav del našega značaja in da je mogoče prav to tisti razlog, zaradi katerega smo tudi tako trdoživi, da nas je nemogoče sporedniti na tem prostoru. Borut, tebe velikokrat povezujejo z Novim mestom oziroma z Dolenjsko. Po moje to zaradi žene ali tudi zaradi česa ali koga drugega? To je sključno zaradi žene, verjetno. Nekaj časa sem tudi živel na Dolenjskem, dve leti ravno nekje po razpadu omenjene druge peterice, če se zdaj že to ime prijelo. Sicer sem pa rojen Mariborčan, tipično potem, da je recimo Gombač ime priimek Gombač je seveda primorski priimek, da so moji predniki iz Trsta, tako to zelo veliko Mariborčanov po eni strani, po drugi strani je bila babica iz Kobanskega, od mame babica je bila z Gorenjskega, tako da v bistvu tipično Mariborčan se mi zdi, kar je pa povezave z Dolenjsko, je pa samo. Naj za oboževalke povem, da stanuješ na Šantlovih 26. Ko pa za oboževalce pa? Tisti pa tak vejo, kje si ti doma. Borut, ta dolenjska nota, ti si le nekaj časa preživel tam, pa tudi žena tam prihaja, se mi zdi, da v nekaterih odsekih tvojega popotovanja po literaturi se čuti, čeprav zdaj konkretno bi težko rekel, ampak jaz sem ves čas, tudi ko sem te spoznaval, sem najprej vedno razmišljal, da si z dolenjskega konca, da mogoče so tam neke pavčkove, kaj jaz vem, kakih pavčkovi vplivi, ampak to očitno je šlo za pomoto, ker sem kmalu ugotovil, da res to dolenjsko ni nekaj, ne vem kakšne literarne zveze, pa vseeno me zanima, če ti občutiš oziroma če se da razložiti oziroma povedati, ali lahko neka pokrajina, nek kamen neke pokrajine, tako kot pravi v enem intervjuju France Forstnerič, da ta kamen, ki ga ne spremlja več čas, gotovo vpliva v neki končni sekvenci na tvojo umetniško delo. Gotovo te določa okolje, v katerem živiš. Seveda te določa tudi tisti, s katerim živiš. Mi dva, se pravi, 2 leti sem živel na Dolenjskem, to je mirna, na Dolenjskem
Dolenjskem, to je kraj pri Trebnjem, mogoče je znan po gradu, ki se imenuje Speča ali Vodica, ki ga obnavljajo. In jaz se tam počutim, v bistvu to je Dolenjska, za mene še vedno nek drugi dom, zelo rad grem tja, rad imam zidance, cviček, kadar sem doli tako. Gotovo se je kaj nalezlo tudi nekam, jaz mislim, da se je neka mehkoba malo preko žene, njenih knjig, ki so se pridružili mojim, njenih mislih o poeziji, ki so se pridružili mojim, predvsem se je pridružila pokrajina ruska z Lidijo. In nasploh, mislim, Dolenjska pa me seveda fascinirala tudi Novo mesto, novomeška pomlad, še zdaj rada, komaj čakam, da si grem enkrat ogledat kakšno Bergerovo predstavo, recimo v njihovo novo gledališče, takrat, če ga žal ni bilo. No, ruska mimogrede, samo tole ruska, zato ker je tvoja žena študentka oziroma študirala in končala ruščino in tudi prevajala Cvetajevo in tako naprej. To si mislil s tem, ko si... Ja, v bistvu se mi odprl svet. Ne vem, me se vidi, da je vsa moja poezija bolj odprta na sever kot na jug. Zdaj, koliko je... V bistvu sem te tu našel, meni so bili nekaj všeč, bolj kot ameriški pesniki všeč, ruski pesniki, ko pa je še Lidija prišla z originalnim, mi je prebrala ruščin, pa tako, kot bi rekel, dol padal. Tako da mi je ta svet, jaz mislim, da se najbolj pri poeziji, za odrasle, v neki meri zelo opazen sploh vpliv, kakšnega manj Štamov, pa Pasternaka. Janja, če še ostajamo malce pri začetkih, jaz te ne bom nikoli pozabila, kako si takrat je bil urednik kulturne redakcije Janez Cundrič. Spomnila ušesa me že manj teh zvezkov, ampak jaz se te spomnim, kot da je bilo včeraj, kako si prišla, da ste našli, mislim, da bilo drugo nadstropje, z nekimi zvezki, ki so bili, mislim, da neke temne, zamokle barve. Moram povedati, da to so bili seveda časi še daleč od interneta, računalnika, ko smo še vsi klemfali na nekaj, ne vem kaj je Olimpija, kaj so bile, ne spomnim se več, kako so se, skratka, pisalni stroji. Ti pa niti ne na pisalne stroje, ti si pa mislim, da prinesla ene cele skladovnice rokopisov, zvezkov in potem je Janez to bral in smo mi to brali v prostem času, ki smo ga imeli mnogo več, ker je večer imel takrat 8 strani, samo predstavljate si nobenih prilog, da sem 7 dni. In smo mi to brali in smo rekli, pa ta punca je pisateljca, ta punca ima nekaj, skratka, kako so ti teh zvezkov, kako so ti zvezki nastajali, ne vem, že zelo zgodaj, ali to te nisi nikoli vprašala? Jaz bi se sam navezala, predno ti odgovorim na Boruta, ker še nekaj imava skupnega, tako da boš vedel za prihodnje, moj pokojni oče je bil z Mirne na Dolenskem. Ja, in... Pa moja stara mama, tako smo, Evo, zdaj vemo, kaj z nami narobe, skratka. Zato reči, če se pa vrnem k tem zvezkom, to je smešno, ne? V bistvu, mislim, ti zvezki, ne vem, zakaj sem se jaz pravzaprav tepala nekje pisalnega stroja, oziroma jaz še danes, recimo, pri 3 računalnikih nekje imam celo hišo, mislim, cel dom polepljen z samo lepilnimi lističi, pa posod ležijo beležke, ne, za mojimi zapiski. To so posamezne zamisli, ne vem, stavek, en dialog ali kaj takega, ne vem, zakaj imam to grdo navado, ne, da moram nekje najprej si to pribeležiti s pisalom. Ne. A jaz vedno po svetu hodim brez, ne, pisateljca, ki brez pisala, nikoli nimam pisala, ampak doma pa vedno, kadarkoli si hočem kaj pribeležiti, zelo težko se nekje, čeprav seveda normalno, da delam z računalnikom in vse, ampak to mi je nekje ena taka primarna vez, mogoče ne, s temi prvimi še v osnovni pa v srednji šoli zvezki, kjer sem jaz risala neke stripe in potem pisala neke zgodbice, mi je bilo vedno moj sliči, si vedno več zgodbe, ne. Na akademijo likovno, ne? Ja, in se mi zdi, da mogoče to ta ostanek, ne vem, ti zvezki, zvezki so zelo priročni, ne, danes tako težko z računalnikom hodiš po svetu, dobro, vse imaš tablice, pa to, ampak ne vem, tisti zvezki, beležke, mislim, to
to je bilo tako domače, tako blizu, pa tako preprosto, ne. In vem, da sem vas napadala, mislim, zelo strastno in zelo zavzeto in no, podlegli so mi. Mislim, moram priznati, da nekje večer je malo tudi moja časopisna hiša, ker konec koncev v bistvu ne mine, skoraj ne mine leto, da ne bi v podlistku kak moj tekst izšel, oziroma izhod v nadaljevanjih in tudi moji začetki, tako kot so povezani z Marjanom Pungartnikom, so definitivno povezani tudi z našo časopisno hišo, in je malo tudi moja, tako da sem tudi po vaših hodnikih, pa po vaših pisarnah, pa na kafeju visela tudi kartos, tako da so tudi malo moji, moram reči. Sam še nekaj si pa morala najti kar na eni točki pogum, da si prišla, taka vsa neka sramežljiva, si se mi zdela, nisi imela te današnje, ne možeš verjeti, če ni imela te današnje, kaj je rekla, samozavestno, očema, samozavestni status, ampak verjetno si, kako si to res, ker nisi nikogar od nas takrat poznala, ti si kratko mala to prinesla v redakcijo. No, to dokazuje, da nisem bila ravno sramežljiva, ker sem kar napadla, mislim, v bistvu nisem bila tako grozno prepričana v svoj talent, koliko sem v bistvu že vse življenje, za razliko od Boruta, ti si umetnik, jaz sem pokrovčar. To je bistvena razlika med nama in jaz sem predvsem vztrajna in to je tisto, kar je mene, ta ambicioznost, ki je mene v bistvu ves čas gnala. Se je bilo treba mogoče tudi takrat pri tej prvi stopnički, ki je bila za mene recimo večer po vseh tistih revijah, ko sem pisala ljubezenske zgodbe za Anteno pa tak dalje, je bil to en korak naprej, ampak jaz sem že navajena, da tiste neke zoprne menike v svojem življenju, jih kar, moram reči, da kar z neko stajnostjo, oziroma kar z neko odločnostjo premagujem. Mislim, se ne ustavljam, Mislim, v bistvu ni stvari, pred katero bi, čeprav sem nekako živčena, čeprav me ne vem kak strah, v bistvu nikoli ne odneham, kar je za žensko, boš ti povedati. Janja, če ti nisi umetnik, ampak ti si umetnica. Kak veš? To bi lahko tudi pritrdil, oziroma to bi lahko navezal tudi s tem, da pravzaprav s svojim prihodom v literarno sceno se je ta mladinska književnost dokončno uveljavila. Ne samo s pisanjem, ampak tudi s tvojimi nastopi, s tvojo samoprisotnostjo. Bila si zelo učinkovita in napadalna v društvu pisateljev, kjer se je morala ustanoviti sekcija za mladinsko književnost in tam zdaj recimo ti pa predsednik društva sta po moje alfa in omega, se mi zdi, tistega gibanja znotraj DSP-ja. Če se motim, boš me popravljal okrog tega gibanja, ampak to drži, da je s tvojim prihodom v slovensko literarno sceno mladinska književnost dobila 100% na drugačni veljavi, v neke druge vode je šla. Zdaj ni biti užaljena, če bi človek rekel, če bi zdaj jaz takoj dodam, da se tudi mogoče malo skomercializirala. Morala se je skomercializirati. Mislim, ne bom rekel, da nekoga, ki mogoče zapiše malo bolj hermetično poezijo ali pa hermetični roman, ne bo dosegel svojim nekih 10,000 prodanih izvodov, ampak bi prodal 100 ali pa 200 ali pa se izposodil celo toliko in toliko. Ampak to tudi ne pomeni, da je zdaj ta hermetična roman, ta hermetična poezija visoka umetnost tvoja, ki pa je komercialna in jo prebere na leto 40,000 ali pa 50,000 ljudi, oziroma si sposodi knjižnice, ki pa ni umetniško naravnana. Pohvaluj, ne govorimo o tem. Prosim, če bi mi lahko res odgovorila na to vprašanje, kako ti je uspelo to književnost, oziroma mladinsko književnost dvigniti na eno raven, ki je danes očitno visoka. Jaz bi najprej samo to nekje te dopolnila. Ves čas se krešejo ta mnenja, ali kaj pomeni za eno delo berljivost, ta segment berljivosti. Je žabot? Ja, recimo, prav to je ta večni problem, ali je lahko eno kakovostno delo tudi berljivo, oziroma obratno, ali je lahko ena komercialna uspešnica tudi seveda kvalitetna. In zdaj,
nekaterim avtorjem, recimo, da si domišljam, da se prišteva pač mednje, se nam včasih mogoče po sreči združiti oboje. Ne? S tem, da pri mladinski književnosti morate vedeti eno žalostno dejstvo. Ne? Že po definiciji je samo podzvrst, ne? Prave književnosti in je dejansko vedno nekako spehana v en kot skupaj z, ne vem, z neko humorno literaturo, z žanrsko literaturo. In mi smo vsa leta Slavko Pregin, se pravi, ki velja za mladinskega klasika, recimo, ne, Desa Muk, Bogdan Novak, en kup avtorjev nas je bilo, ki smo se prav dobivali v Murski Soboti na srečenju oko besede in smo skratka se pritoževali nad situacijo, nad pogoj, nad tem, kako nima ta literarna srednja nobenega posluha, kako niti tako kritiško vrednotenje teh naših del, mislim, skratka, o tem smo imeli prave razprave tudi, ne, so bili tudi simpoziji in okrogle mize o tem. In potem se je zgodil pa ta prelom, da je leta 2004, ko je Vlado Žabot kandidiral za predsednika društva slovenskih pisateljev, mene povabil, ali bi bila pripravljena stopiti v upravni odbor, ki se to zdaj več skrivnost, da sem jaz to pogovarjala s tem, da bi morali dovoliti, da ustanovimo pod, se pravi, streho društva, samostojno sekcijo za mladinsko književnost in to je dobesedno, ne? Ja, dobesedno na ta način smo to speljali in od takrat dalje moram reči, da se v bistvu mladinska književnost pravzaprav kar nekako prerinila v eno ospredje, igra eno drugačno vlogo, kot je igrala prej. In jaz mislim, da nihče ne more reči, da neupravičeno, da je ta položaj, ki ga uživa, ne pripada in ker hkrati ta prosti trg, ne, seveda uničuje tudi literaturo, se tudi mladinski književnosti seveda pozna ta komercializacija, to razvrednotenje, ta hiperprodukcija, slikaniška in tako dalje. In zdaj bo treba počasi to, kar smo dosegli, počasi tudi zaleziti. Ne. In bo treba v bistvu spet neke kriterije začeti postavljati, omejevati v bistvu vse to ekspanzijo. Boru, ti si lahko nadaljujemo z mladinsko književnostjo. Ti si z največjim časopisom na svetu, je prav? In z Prostorom in minutko si v bistvu stopil pogumno v ta mladinsko-književniški prostor. Zelo se spomnim, ko smo te imeli na prvi žiri večernice, da smo res kar zastrigli z ušesi. To je bila ena drugačna poezija za otroke. Je to bil, si ti z nekim naklepom, grdo povedano, stopil na to sceno? Ne, jaz mislim, jaz sem prišel v nekem obdobju do nekega čisto enostavnega spoznanja, da se določeno temo, določeno snov da povedati samo z določeno vrsto literature. Določene stvari lahko poveš samo z mladinsko literaturo in z nobenim drugim variantom. In povrh vsega se mi zdi,